Gospod z vami, iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je: v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi: čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ki me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej hodila nadlegovati. In Gospod je rekel: poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu, bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? To je Kristusov Evangelij. Božja beseda danes je naravnana, kako velika stvar je vztrajnost, in to vztrajnost v molitvi. Mojzes, ki je molil za ljudstvo, je bil že star in je šlo težko, dejansko ni zmogel. Pa imamo kdaj občutek, ko bo pa kasneje, ko bomo starejši, bomo imeli pa več časa, da se lahko zgodi, da bo pa manj moči, pa ne bo šlo. In sta dva človeka Mojzesu roke podpirala, držala po koncu, da sta bila kot pomočnika pri molitvi. In ko sem razmišljal o tem berilu, pa tudi v tem tednu malo gledal fotografije naših slovenskih misionarjev, sem pomislil, vsako leto so starejši. Nekateri res zelo v letih, zlatomašni, ali pa celo več. Saj so kot Mojzes, ki so utrujeni. Kdo bo šel za njimi? Kako bodo zmogli? Eden od slovenskih misionarjev je pred časom rekel, če ne bi bilo toliko molitve tukaj doma v Sloveniji, se ne bi dal zdržati. In je ena zanimiva zgodba, v 3. razredu jo imamo, nismo še na vrsto prišli, bo pa v drugi polovici tega leta, 2 francoska misionarja, ampak laika, mož in žena, sta se vračala nazaj proti domu, to rečemo proti misijonu, zaradi slabih cest. Nista mogla priti tisti dan. In je nastala noč, bile so v državi tudi razne tolpe in sta avto mogla parkirati. Skrit je to nemogoče in so prišli neki uporniki, jih obkolili celo noč okoli avtomobila in jih niso napadli. Kasneje sta zvedela, da sta v tistem kraju, iz tiste župnije v Franciji, kjer sta bila doma, ljudje bili v cerkvi in molili za
zanje, pa niso vedeli, v kakšnem položaju sta tisti večer in tisto noč. In sta kasneje izvedela molitev ljudi v Franciji, naj jo rešila pred napadom ubojem, ker ljudje, še posebej v teh afriških državah, ko vidijo belca, rečejo, to je denar. In če se jo ubije, se denar dobi. Kakšno kruto mišljenje. In v tako okolje tudi naši slovenski misionarji prinašajo poznanilo odrešenja. Janez Krmel je doma iz župnije Polhogradec in kadar je v Sloveniji, se pridruži nam dekanijskim duhovnikom. In na zadnjem srečanju letos spomladi je rekel, zdaj se je pa začelo tudi na Madagaskarju to dogajati. Vedno več napadov. In ti tolpe, ko pridajo, pokradejo, če ljudi ne pobegnejo, jih pobijajo, potem pa polja požgejo, da še hrana tista, ki je vsaj malo za požet pričakovati, še tiste uničeno. Ne vem, kako bomo zdržali. Kako pomembna je današnja nedelja, ki je misijonska nedelja, prav klic k naši molitvi, da bi čutili z našimi rojaki. Vztrajnost njihovega dela je tudi po vztrajnosti naše molitve. Sem nekaj slišal, ko je človek tako razmišljal. Bog je dober. Tukaj se ne bomo zmotili, če rečemo, da je dober. Bog tudi vse ve. Torej, Bog ve, kaj potrebuje. Če je dober, mi bo to tudi naklonil. Zakaj bi potem molil? Se Bog ve? Naj Boga spremeni? Ne. Moja molitev Boga ne spremenja. Tudi moja molitev ni trgovina. Več molitve, več dobim. Tako ne bo šlo. Zakaj potem molitev? In ko pomislim na to vdovo, ki je kar naprej prihajala temu sodniku in ga je nadlegovala. Kdo se je spremenil? Dejansko se je spremenil ta sodnik. Zato, da je imel mir, je pomagal temu človeku. Zaradi ljubega miru. In tako tudi sam prepoznavam, da molitev, ki jo imam, lahko pomaga nekemu drugemu človeku, da se spreminja na boljše. Kaj pa sam? Seveda, to sem tudi že iz veruka slišal. Naša molitev mene spreminja. In veste, zelo dolgo časa sem v sebi to misel, molim za različne stvari. Tisto, kar pričakujem, se trudim. In če molitev mene spreminja, lahko se zgodi, da prosim za stvari, pa se ne zgodijo. In molitev me lahko spreminja na ta način, da sem zmožen sprejeti tudi drugačno pot življenja. Jezus je molil, naj gre ta kelih mimo mene, tik preden so ga prijeli. Se to ni zgodilo. Letos sem pa pomislil nekaj drugega. Če molitev mene spreminja, je neka druga stvar, ki je še globlja. Vsaka molitev me tako spreminja, da postajam bolj svet. Spreminja me bolj v svetega človeka. Ali je kakšna stvar bolj pomembna, kot to, da dosegamo svetost? Kaj je več vredno? Ali pa res vrednota? Kaj je tisto, kar je vredno človeškega obstoja? To je svetost. Vse ostalo je polomija. Biti bolj na strani Satana Kodiča je polomija celotnega življenja. Ves trud je za nič. In molitev me spreminja v bolj svetega človeka. In če je vsakodnevna, vztrajna
molitev, potem je to stalna pot k svetosti. In to Bog želi, da bi bila ta pot med menoj in Bogom vedno usmerjena proti njemu. Včeraj sem zanimivo misel slišal, da v taki primerjavi, da je jutranja molitev kot ključ, ki odpre novi dan. In če nimamo jutranje molitve, se novi dan ne odpre. Nekaj zapira, nekaj nas stiska. Večerna molitev pa je kot zapah, ki zapre vrata tistega dne. To, kar smo naredili, delali, se trudili, je na varnem. Ne bo kar tako dano komorkoli. In ta lepa misel naj tudi nam bo spodbudo pri vztrajnosti, da bi vsak dan začeli z molitvijo in da vsak dan sklenili. Zjutraj se otrokom mudi, tudi nam odraslim, ampak imamo pa čas, da se pokrižamo. Že to je prvi začetek molitve. Tudi če samo pri tem ostane, začnemo s tem, da odpremo dan. Z jutranjo molitvijo lahko samo skrižem. Že takrat, ko gremo iz postelje proti kopalnici, je čas, da se pokrižamo, začnemo nov dan. Če se pa še kdo od vas vozi v službo, je pa tudi čas za molitev. Pa če kdo gre v šolo, tudi čas za molitev. Koliko je teh drobnih trenutkov, ko imamo lahko v življenju molitev postavljeno in posvečujemo svoje življenje, svoj dan. Ko greste otroci v šolo, pa se zjutraj spomnite tistih sošolcev, pa sošolk, ki boste čez nekaj časa, minut srečali. Ko boste zvečer, predno greste spat, pri molitvi, se zahvalite, to je šlo v redu, to je šlo dobro. Pri vsaki zahvali se veste. Najmečke takle drobec, prošnje, pa jutri, da bo tudi v redu. Danes je bilo kar dobro, pa še jutri. Kako je dragocena molitev in kako je lepo povabilo, da je tudi vztrajna vsakodnevna. Sedaj pa tudi skupaj